leto izjemnih premikov, leto presežkov, leto nekih novih mejnikov, tako v rezultatskem, organizacijskem in ne nazadnje z današnjim dnem tudi izjemen preboj v medijskem smislu. Tako da ja, res verjetno doslej, vsaj kar sam aktivno sodelujem v delovanju zveze, zagotovo najboljše doslej. Sigurno največja zapuščina je ta, da nekako smo si postavili nek ugled v krogih odbojke tu na evropskem nivoju in tudi odbojka v Sloveniji je močno prodrla v vse pore. Videli ste polne dvorane Stožic, v klubih je ogromen opis trenutno otrok, tako da to sta sigurno dva glavna dejavnika. Glejte, mi smo se z dnem, ko smo vedeli, da bomo eden od soorganizatorjev Evropskega prvenstva, seveda morali soočiti vsi skupaj z mojimi sodelavci, tudi z vsemi cilji in ne nazadnje nalogami, ki jih takšen izziv prinaša in seveda ob tem ne zanemariti tudi vsega ostalega tekočega dela in ja, potrebno se je bilo vse, potrebno se je bilo dogovoriti in organizirati, potrebno je bilo tudi pridobiti primerne, ustrezne in pravzaprav dovolj kvalitetne partnerje za izvedbo takšnega prvenstva in pri vseh teh aktivnostih moram reči, da smo imeli na eni strani srečo, na drugi strani pa smo samoocjenjeno ves čas sprejemali pravilne in primerne odločitve in ne nazadnje nas je to pripeljalo tudi do tega, čemur smo bili v septembru priča in tudi do vsega tistega, kar se je zgodilo vmes. To so bili tako uspehi deklet, kot tudi ne nazadnje uvrstitev v Ligo narodov, kot tudi uspehi mlajših reprezentanc mlajših kategorij in tako dalje. Ves čas pa nam je ob vseh teh aktivnostih, pa smo vedeli, da delamo veliko, ostalo nekaj priokusa, da ne naredimo verjetno dovolj za naša domača tekmovanja oziroma za naše domače klube. Naš fokus je bil vedno organizacija velikih reprezentančnih akcij, ne glede na za katere starostne kategorije gre. Nikoli pa nismo pravzaprav imeli možnosti, da se res koncentrirano usmerimo na to, kako dvigniti naše domače prvenstvo. No, tudi v tem pogledu smo v letošnjem letu naredili in velik premik in v glavnem in največ temu botruje seveda vaša odločitev, da sprejmete naša domača prvenstva pod svoje pokroviteljstvo in da nam zagotovite tudi v prihodnje primerno medijsko pomoč in podporo. Gre za najbolj primeren trenutek, če smo ga že lahko izbirali po tem uspehu in po tem zanimanju javnosti za odbojko v septembru, je seveda prenašanje aktualnega državnega prvenstva res pravočasno oziroma trenutek res primeren. Zdaj, kaj si lahko vsi skupaj od tega obetamo? Jaz verjamem, da smo si skozi reprezentančne nastope pridobili pozornost tudi širše slovenske, predvsem verjetno športne javnosti, odbojkarske zagotovo, in da bodo ti prenosi tudi domačih tekmovanj počasi vzpodbudili ne le gledalce pred TV sprejemniki, ampak tudi tiste, ki morda doslej niso bili naklonjeni temu, da se odbojkarske tekme naših domačih prvenstv odgledajo v živo v naših dvoranah, da bodo sledili tej medijski pozornosti in da bomo postopoma tudi po tej plati seveda uspeli dvigniti zanimanje za naše domače prvenstvo. Kajti, ne nazadnje to vemo vsi, če te ni v medijih, predvsem če te ni na televiziji, hitro postaneš nezanimiv ali pozabljen in ta današnji podpis oziroma ta dogodek nas res navdaja z izjemnim veseljem in verjamem, da smo s tem pa veliko naredili tudi za slovenske klube. Ne nazadnje, tudi njim ni lahko in enostavno argumentirati sponzorskih vložkov svojih poslovnih partnerjev, ki jim omogočajo nastopanje na tem nivoju tekmovanja, ki tudi v Sloveniji daleč od tega, da je že pocenjena, tako kot tudi drugje po Evropi. Stroški tudi kvalitetnega nastopanja v posameznih vrhunskih tekmovanjih seveda naraščajo, sploh če ti klubi sodelujejo še v mednarodnih tekmovanjih. In ja, argumentiranje tega, zakaj ti vložki, je bistveno lažje tudi za same klube, ko lahko to podkrepijo tudi z izjemno medijsko podporo in od zdaj dalje jo bomo
kot kaže ime. Sigurno, to je tudi neka zapuščina tega prvenstva. Sportklub nam je že dolgo let stal ob strani, sodelovanje je že dolgoletno in sedaj smo ga nekako nadgradili s tem, da bomo sodelovali tudi na področju prve slovenske lige. Mislim, da to največ ta trenutek pomeni klubom, da se bodo lahko predstavili tudi širši javnosti.